Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji gostimo prav posebnega gosta, in sicer diplomiranega ekonomista, člana večjih društev, no, ampak več o vsem tem pa nam bo gost povedal kar sam. Z nami je gospod Gregor Pajič. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Da vas vaši gledalci, bolj spoznajo naši gledalci, nam prosim povejte, iz kje pravzaprav prihajate. Najprej, Anja, hvala za povabilo v oddajo. Zelo sem vesel, da sem lahko danes tukaj s tabo in da se predstavim gledalkam in gledalcem. Prihajam iz Hrastnika, če sem bolj natančen, iz centra Hrastnika, drugače pa sem rojen Krčan. Večkrat me vprašajo, kako pa si ti prišel v Hrastnik, ne? In jaz pravim, saj za prihod v Hrastnik je verjetno samo en način, ne? Da spoznaš partnerja in enostavno prideš v Hrastnik. Kako pa je potem potekalo vaše izobraževanje? Kje ste se šolali? No, v Krškem sem bil doma pri nuklearni elektrarni v Krškem in sem imel do šole 3 kilometre. Se pravi, kot 7 let star fantič sem hodil 3 kilometre v eno stran v šolo in 3 kilometre nazaj in to vseh 8 let šolanja. Šola se je imenovala Jurij Dalmatin v Krškem in moram priznati, da sem dobil v osnovni šoli tudi nekaj zelo dobrih prijateljev. Osnovna šola mi tudi ni tako dobro šla, če priznam, vendar sem kasneje v višjih razredih in v srednji šoli nadoknadil vse tisto, kar sem izpustil v osnovni šoli. Potem v srednji šoli, kateri poklic ste izbrali? Ja, izbira poklica je bila kar naporna, moram priznati, v tistem času, to je bilo v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Jaz sem izbral, oziroma skupaj s starši smo se potem pogovarjali in sem izbral ekonomijo kot tisto vedo, ki jo bom zasledoval. Vpisal sem srednjo ekonomsko-tehnično šolo v Brežicah in sem jo uspešno končal kot eden najboljših dijakov. Večinoma sem imel ocene 5, tu pa tam je bila tudi kakšna 4. Zakaj pa ste izbrali ravno ekonomijo? Kaj vas je pri tem najbolj prepričalo, da je to? Ja, moram reči, da ko izbira človek v osnovni šoli poklic, je za vsakega osnovnošolca to kar težka naloga. Namreč odločaš se o tem, kaj boš počel celo življenje. In mladi ljudje, bi rekel celo, da so premladi za takšne odločitve življenjske, ne? Jaz moram reči, da ekonomija me je v srednji šoli pritegnila, kasneje, ko sem že vpisal. Videl sem predmete in videl sem, da ekonomija praktično zajeda v vse pore življenja. Poznamo tako družinsko ekonomijo, namreč vsaka družina ima ekonomijo že v osnovi, ima neke prihodke, ima neke plače, ima neke stroške in pač nekaj počne, da bo lažje preživel. V osnovi pa lahko zapravimo toliko, kolikor zaslužimo, ne? V ostalem se moramo pa zadolževati, kar na dolgi rok ni v redu, ne? Ekonomija je v bistvu tista veda, ki da širino, ne samo na družinskem področju, ampak tudi na poslovnem področju, tudi v ministrstvih imamo ekonomijo, tudi v javnih zavodih imamo ekonomijo, v občinah, praktično je ekonomija povsod prisotna. Kolikor vem, pa niste samo ekonomist, ampak počnete cel kup drugih stvari in pred leti ste bili tudi direktor Viba filma v Ljubljana. Kakšne spomine imate na to? Ja, moram v bistvu povedati malce nazaj, namreč jaz sem vpisal tudi magisterij MBA programa na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Delal sem na nekaterih področjih v Sloveniji oziroma kar na nekaj področjih v nekaj podjetjih in pridobival znanja iz posameznih področij menedžmenta, na kar sem vpisal MBA program, da združim vsa ta znanja v program vodenja in organiziranja procesov, kar MBA je. Moram reči, da prijavil sem se na Viba film in bil edini prijavljeni, zato sem bil verjetno tudi izbran. In kot direktor Viba filma sem lahko izkoristil vsa tista znanja, ki sem jih pridobil, da sem uspešno vodil praktično 5 let in 4 mesece to ustanovo.
največji izziv mi je bil sodelovanje z zaposlenimi, kako lahko javni zavod dvignem na nek nivo takšen, da bo uspešen in da bodo ljudje in tisti, ki delajo z Vibo filmom, tudi zadovoljni. Po mojem prepričanju mi je to uspelo, kar kažejo rezultati. In uspel sem praktično tudi zase, za svoje osebno zadovoljstvo, teorijo preliti v prakso. Kje pa ste še vse delali poleg Viba filma? Kakšne so vaše delovne izkušnje? Ko sem diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru v letu 1992 prejšnjega stoletja, sem pričel delati v nuklearni elektrarni v Krškem kot referent nabave. Delal sem v bistvu pri remontnih pogodbah in se že takoj na začetku spoznal z malo težjimi posli, da tako rečem, sestanki oziroma zapisniki, vse potrebne aktivnosti za en remont potekajo praktično 1 leto ali 1 leto in pol med vsakim remontom in teh aktivnosti je bilo ogromno. Ne? Če samo povem, da v tistem času je bilo podpisnikov pogodbe na naši strani 17. To pomeni, skozi 17 področji različnih je morala iti vsaka pogodba, da je bila potem tudi podpisana od generalnega direktorja. No, v sami nuklearni sem že nekako razmišljal, da to področje bi bilo potrebno narediti korak naprej in sem prešel v finančno področje, kjer me je pa zanimala borza kot takšna. Tam sem se srečal namreč z valutnimi tveganji. Namreč nuklearna elektrarna je imela v tistem času kredite v japonskih jenih, v ameriških dolarjih in v nemških markah in je prihajalo do različnih tveganj različnih valutnih tveganj in da se ščitiš pred valutnimi tveganji, uporabljaš izvedene finančne inštrumente, forwarde, futurese in opcije, ki so jih tudi v nuklearni uporabljali in tam sem se z tem znanjem tudi seznanil. Moram pa reči, da leta 1992 sem diplomiral z diplomsko nalogo opcijske strategije. Torej, v bistvu je to tudi moje področje, ki me je zanimalo. Zato sem iz nuklearne elektrarne prešel v borzno hišo, kjer sem bil namestnik direktorja borzno-posredniške hiše, kasneje tudi član uprave borzno-posredniške hiše z licenco Agencije za trg vrednostnih papirjev. Imam vse licence tudi za borznega posrednika, tako na terminskih trgih kot na navadnih trgih in borzništvo me je prav zanimalo že od začetka. Če bi, na primer, lahko izpostavili neko delo, poleg vseh teh, ki ste jih upravljali, kje ste najbolj uživali? No, po borzništvu sem delal tudi kot prodajni direktor Tespaka v Brestanici, to je kartonska industrija, tujci so bili lastniki, to je ena velika multinacionalka. Moram priznati res, da sem se ogromno naučil kot mlad človek biti v kolegiju podjetja, ki zaposluje 235 ljudi. Kasneje sem bil tudi nabavni direktor tovarne kemičnih izdelkov v Hrastniku, skoraj 2 leti. Torej, znanja enostavno ni manjkalo. Vse skozi sem hotel na svojih področjih napredovati, tako kot vsem mladim tudi priporočam, da na svojih področjih enostavno poiščejo tisto težnjo, da napredujejo, da grejo naprej, da naredijo korak naprej in v svojem znanju le tako bodo pridobivali tudi izkušnje. Sodelujete pa tudi z raznimi društvi in organizacijami. Poleg tega je tudi Lions Club. Kakšna je vaša vloga v tej organizaciji? Hvala za to vprašanje. Za Lions namreč sem član Lions kluba Trbovlje-Brin. V Trbovljah imamo 2 kluba, Trbovlje in Trbovlje-Brin. V Lions organizacijo prideš na povabilo. Zelo si štejem v čast in sem počaščen, da sem član Lions organizacije. Dobil sem povabilo leta 2007, nisem prav veliko razmišljal, namreč Lions organizacija je humanitarna organizacija, največja na svetu, delujemo v 210 državah po svetu, štejemo več kot 1 400 000 članov in delujemo v več kot 47 000 klubih. Moram reči, da v tej organizaciji sem se našel, namreč lionizem je del življenja, tudi sam sem smatral, predno sem postal lion, da je v bistvu pomoč drugemu tista osnova, ki
lahko izpolni vsakega človeka in biti lajonist je zame življenje in je zame čast. Jaz sem bil predsednik Lions kluba Trbovlje-Brin v letu 2010-2011, potem od leta 2009 sem zakladnik tega društva in 3 leta sem vodil cono v, bom rekel, Zvezi Lions klubov in sem izvoljen pred 14 dnevi za bodočega guvernerja Zveze Lions klubov Slovenije, kar je zame izjemno velika čast. Mislim, da je to tudi čast za moj klub, Lions klub Trbovlje-Brin. Vsi smo veseli in upam, da bom lahko ponesel tudi Zasavje in Hrastnik, da rečem v tem pomenu, na en širši nivo. Čestitke. Kje pa ste poleg Lions kluba še aktivni? Ker precej se pojavljate verjetno po raznih Lions klub mi vzame kar nekaj časa, kajti guvernerstvo v bistvu zahteva tudi nekaj znanja, nekaj organizacijskega znanja, ogromno obiskov, priprave, govorov in tako naprej, ogromno kontaktov, predvsem tudi novih kontaktov. In ta družba v bistvu, ki se združuje za to, da pomaga, dejansko izpolnjuje moj prosti čas. Drugače pa sem predsednik izobraževalnega društva MBA klub v Mariboru na ekonomsko-poslovni fakulteti. To je v bistvu 18 generacij študentov, ki smo upisali magistrski študij MBA in tudi tam se srečujemo, tam se mrežimo. To, bom rekel, naše društvo sem dvignil na en višji nivo in to je v združevanje večjih MBA šol. To je v okviru Business Intelligence centra v Ljubljani, ki je mednarodna organizacija in pa mednarodno združenje IAMPRO, to je International Association of MBA Professionals. Tudi tam v bistvu delujem, kolikor mi čas dopušča, energije pa očitno, vidite, imam dovolj. Res je, točno to. Če lahko še v bistvu dodam, jaz sem tudi član gasilskega društva Praprtno pri Hrastniku, sem navdušen filatelist, moram reči tudi v športu. V življenju sem bil kar aktiven, rad sem igral namizni tenis, rad sem igral tenis, bil sem del nogometne ekipe v Krškem. Sodil sem rokomet. Evo, rokometaš sem navdušeni, bil sem najmlajši rokometni sodnik prve slovenske rokometne lige, sodil sem prvo slovensko ligo 7 let. Tako da si me tisti, ki poznajo, recimo v Dolu pri Hrastniku ali ženske v Zagorju, danes so državne prvakinje, jaz jim seveda od srca čestitam. Tudi Dol pri Hrastniku je prišel v prvo moško ligo, tudi njim čestitam in gledam v bistvu vse tekme in sem navdušen rokometaš in rokometni navdušenec. Torej res počnete ogromno zanimivih stvari in verjetno je dan večkrat prekratek za vse. Ja, dan je dovolj dolgi, če si ga tako razdelimo, namreč dan ima 24 ur, sam smatram, da vsaj 8 ur mora vsak človek odspati, se pravi, mora spati, naj bi. Ostalih 16 si pač porazdelim. Jaz moram reči, da živim z ženo in skupaj imamo 4 otroke, tako da tudi to zahteva svoj čas. Meni je veselje, delo in igra in razgovor in vse te družbene aktivnosti tudi deliti z otroki, tako da imam zelo aktivno življenje. Moram reči, da v prostem času, kolikor ga pač ostane tudi v družini, rad poigram kakšen šah. Bil sem namreč šahist v osnovni šoli, tudi v ekipi osnovne šole. Bili smo tudi na državnem, bom rekel zdaj slovenskem prvenstvu takrat. Rad sem tudi kolesaril, imam narejen Mariborski maraton, to je 155 km, sicer sem bil mlajši, takrat, ko sem ga prevozil. In se v bistvu ukvarjam z različnimi stvarmi še poleg. Recimo sem navdušen, kako se reče, igralec taroka. To kot študenti, normalno vsi študenti vedo, da svoj prosti študentski čas smo pač izkoristili ali za šah, ali za tarok, ali za kakšne druge igre, za žogo predvsem. Ste pa tudi občinski svetnik občine Hrastnik. Kakšna je vaša vloga? Tako je. Sam smatram, da vsak aktivni državljan
mora nekako se udeleževati za svojim znanjem, za svojimi izkušnjami tudi na lokalnem področju. Tako v Lions klubu na lokalnih področjih pomagamo ljudem, pomagamo slepim in slabovidnim, pomagamo invalidom, pomagamo tistim, ki jim je pomoč potrebna. Tako tudi v lokalni politiki, da tako rečem, sem ustanovitelj lokalnega odbora stranke Oljka še pred 6 leti v Hrastniku, čeprav se mi je veliko ljudi, bom rekel, smajalo po eni strani, kako bo stranka Slovenske Istre Oljka uspevala v enem Hrastniku, ampak poglejte, prišli smo v občinski svet, 4 leta smo delovali v občinskem svetu, danes imamo listo Gregorja Pajiča, to je v bistvu moja lista, z 20 člani je polna, čedalje več nas je in smo skoraj, bom rekel, podvojili rezultat na volitvah. Danes več naša izjava ali naš predlog ni neresen, ampak ga jemljajo resno. Jaz bi si želel v lokalni politiki, da bi lokalna oblast v Hrastniku sodelovala, ne odklanjala pomoči, ampak sodelovala z vsemi tistimi, ki lokalno želimo pomagati. To bi si v bistvu želel v dobro v bistvu vseh Hrastničanov. Jaz namreč smatram, da je Hrastnik eno izmed mest v Sloveniji, ki ni napredovalo tako, kot bi si vsi občani želeli. Preseneča me ogromen odliv ljudi iz Hrastnika. Naj povem, da je skoraj 1% ljudi manj vsako leto. To je ogromna številka, to je okoli 100 ljudi manj vsako leto. Torej, tukaj si želite izboljšave in jaz verjamem, da se bodo stvari izboljšale, sploh pa tudi seveda z vašo pomočjo. Kaj pa morda pri koncu sva intervjuja, kaj pa morda kratka zaključna misel za vse naše gledalce, za vse Zasavce, kaj bi jim želeli sporočiti? Jaz bi želel človeško sporočiti to, da jutranji pozdrav sočloveku, sosedu, znancu, neznancu na cesti nič ne stane. Je pa zelo lepa in zelo spoštljiva gesta do ljudi. Spoštujmo ljudi, pomagajmo ljudem. Moram reči, da tudi nasmeh nič ne stane, tudi pohvala nič ne stane, tudi zahvala nič ne stane. Bodimo strpni do drugače mislečih ljudi in jaz sem pripravil eno geslo za guvernersko leto, ki sledi, namreč Lionizem v svetu bo praznoval 100 let in sem pripravil geslo: bodimo veseli in hvaležni. In s tem naj zaključim ta intervju. Gospod Gregor Pajič, še enkrat se vam iskreno zahvaljujem. Hvala, ker ste se vzeli čas in prišli v našo oddajo. Še naprej vam želim vse dobro na vseh vaših področjih, na vaši poti in verjamem, da se kmalu srečava. Hvala tebi, Anja, še enkrat in lep pozdrav gledalkam in gledalcem. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, to pa je bilo tudi vse v oddaji Gost tedna. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjič. Srečno! ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.